Kar se tiče Ljudske univerze Ptuj, je zagotovo njena največja odlika v tem, da se je v tem tranzicijskem času, ki ni bil najbolj naklonjen tovrstnim institucijam, vendarle na prvem nivoju obdržala. Druga najpomembnejša stvar pa je, da je dojela pravi trenutek in čas po spremembah. Pri nas v svetovalnem središču se predvsem trudimo, da ustrežemo našim udeležencem, ki nas obiščejo, in zelo veseli smo, ker se jih vedno več tudi vrača. Moj cilj je, da bi vsi udeleženci uspeli na njihovi izobraževalni poti, zato jim želim biti ves čas na voljo, jim pomagati, jih motivirati, se truditi, da bodo uspešno končali, da nas bodo imeli v lepem spominu in da se bodo še radi vračali k nam. Pohvaliti se moramo tudi s tem, da imamo od začetka pa danes pisanih čez 1500 oseb. Prav posebni smo zaradi tega, ker se veliko dogovarjamo z našimi udeleženci in poskušamo prirediti čim bolj urnik. Ptujska borza znanja je doprinesla v našo Ljudsko univerzo predvsem nek nov veter. Moja ekipa zaposlenih je neverjetna. Ne pretiravam, ampak dejansko smo povezani, nič nam ni težko, skupaj nosimo mize, skupaj čistimo table, nenazadnje skupaj skrbimo za nove programe. Tako da je pravo veselje, čas in ponos meni osebno, da lahko delam z njimi in se moram svojim sodelavcem tudi zahvaliti, da so takšne odlične osebe, kot so. Se zelo dobro razumemo, vsi smo približno enako stari, tako da tudi podobno razmišljamo. V našem kolektivu vlada zelo prijetna klima, ustvarjalna, sproščena, pa vseeno delavna. Naš edini cilj je pa seveda, da vsi tisti, ki pridejo k nam, vidijo, da smo nekako zato tukaj, da jim pomagamo, da jim svetujemo in hkrati, da se tudi mi na naših delovnih mestih dobro počutimo. Sila težko je odgovarjati na razvojne izzive za 10 ali 20 let naprej in tega so zagotovo sposobni mladi in usposobljeni ljudje. Naše poslanstvo oziroma vizija je širiti znanje kamorkoli, kjerkoli in komorkoli.